Dobro jutro. Evo, danes se javljam iz fitnesa in sem sama tukaj, nobenega ni. Dejansko sem po več kot 7 mesecih prvič spet stopila v fitnes. In hvaležnost, zadovoljstvo, ki mi ga je dala ta izbira, da sem tu, da sem videla, kaj moje telo zdaj zmore, je ustvarilo to željo, da naredim ta live. Verjetno vas zelo malo ve, vsaj tisti, ki niste res moji prijatelji v živo, da se je letos marca moj hrbet totalno sesul. Z možem sva urejala oljčnik in po celem dnevu dela in očitno poškodbe hrbtenice, ki je nisem vedela, da jo imam, naslednji dan zjutraj si nisem mogla vstati, niti tako prsta na nogi nisem uspela dvigniti. In takrat je bilo kar pestro in težko. Tako da sem dejansko 10 dni, ni bilo druge, morala biti na močnih protibolečinskih tabletah in ne vem kaj. Delala sem vse te energijske procese, telesne procese, ki jih poznam, da se je moj hrbet začel sestavljati. In usput sem še preko spleta imela energijske terapije z strankami, tako da, wow, noro, fascinantno. No in takrat sem se res odločila, ok, bom začela res poslušati moje telo. Res bom poslušala telo, vsak dan se bom pogovarjala s telesom, bom postavljala vprašanja, da vidim, kaj si moje telo zares želi. In kaj sem ugotovila je, da je moje telo res rabilo, prav krvavo rabilo ta počitek, ki mu ga nisem dala, ker sem pač mislila, da zmorem. In ta poškodba je ustvarila to, da sem si ga vzela. In sem res hvaležna temu, da sem sledila bolj energiji, spraševala telo in sem šla na vse te možne preglede, da sem ugotovila, kaj je z mojim telesom. Kako res imaš ne samo zavedanje, ampak tisto tudi zemeljsko, zdaj vem, ja, to je res, ono potrditev, ki jo običajno iščemo, sem potem lahko res podprla telo tam, kjer je to najbolj rabilo. Ker sem vedela, kakšno poškodbo imam in sem začela iskati možnosti, ok, ne bom živela tako na ta način, ne bom šla na operacijo, ne, to ni moja resničnost, jaz vem, da lahko to drugače spremenim. In sem začela izbirati vse to, kar je telo spraševalo in sem začela potem, sicer šele v začetku avgusta, zares delati določene vaje za podporo hrbtenice, hrbta, za jedro, vsak dan, vsako jutro. In od začetka avgusta do danes sem spustila samo 4 dni. In to je bilo vse v zadnjem mesecu, ko je telo reklo, ok, ne rabiš vsak dan, zdaj je cool, če lahko tudi en dan na teden počivaš. In evo, moje telo se je ful ojačalo in lahko spet delam določene stvari, ki jih prej nisem mogla, na gibčnosti sem dobila. In vse to z vajami, z energijskimi procesi, z temi ekscesovimi telesnimi procesi, da so mi podprli vse te omejitve, ki sem jih v bistvu ne podprli, da so podprli telo in hkrati odpravili vse te omejitve, vse te strahove, ki so se zaklenili not v telesu, ker takrat, ko sem določen gib naredila in je bilo tipo premakni se za 5 stopinj in so se solze vsule od bolečin, da so se te travme odpravile od telesa. In zdaj mi je ful dobro. Tako da, in zdaj sem šla v fitnes. Tako da, ok, se ni, da zdaj si predstavljate, da ne vem, kaj groznega sem naredila. Sem naredila toliko, kakor je pač bilo za moje telo ok. Ne, tudi teži, karkoli sem delala. To so zdaj majhni premiki, ampak še vedno za moje telo ful veliki in da lahko delam ful več stvari, ki jih prej nisem mogla. Tako da, evo, zdaj nov cilj. Kaj bi bilo potrebno, da grem lahko smučati letos? Tako da, kaj sem vam želela povedati? Karkoli se vam v življenju zgodi, nič ni tako grozno, kot najprej izgleda. In kaj, če bi lahko vztrajali tam, kamor vas pritegne, tam, kamor si želite in ne kupovali mnenja, stališča, zaključke, zgodbice drugih ljudi, kaj bo zdaj se zgodilo z vami, ker ste to naredili in izbrali. Dajte poslušati sebe,
dajte slediti sebi in dajte spraševati po možnosti za vas, da pri vas podprete tisto, kar se dogaja, da vi lahko nekaj dosežete na vaš način. Tako da imejte čudovito nedeljo ali ponedeljek ali ne vem, kateri dan boste to poslušali. Hvala, da ste poslušali do konca in uživajte. Čau, čau.